Trenutno nimam vprašanj, mogoče generalno, glede na to, da mi tudi iniciramo mednarodni grow za krožno graditev, bi tale celoten recimo produkt ali tehnologija bila, se mi zdi, zelo aktualna za predstavitev tudi izven Slovenije, tako da o tem se lahko kasneje pogovarjamo. Okay. Kar naslednji. Ja, lepo pozdravljeni. A se vidi predstavitev? Ja, je. Je ta prava. V redu, potem pa tudi lep pozdrav z moje strani. Sem David Močnik, prihajam iz podjetja REM, kjer sem vodja projektive in razvoja in vam bom v naslednjih 10 minutah predstavil naše delo na projektu Wolf. In sicer leseni prefabricirani modularni konstrukcijski sklop, ki smo ga poimenovali All-Wood Wall. Pa če pogledam najprej za tiste, ki ne poznate podjetja REM. REM je srednje veliko podjetje s približno 250 zaposlenimi, ki svojo tržno nišo vidi predvsem na področju proizvodnje zahtevnejših modularnih montažnih objektov na področju Evrope in pa tudi širše. Smo izrazito izvozno usmerjeni, vse delež izvoza znaša več kot 80% in letno proizvedemo približno 5000 modularnih enot. In ustvarimo povprečno 35 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Leta 2016 pa smo bili izbrani tudi za slovensko srebrno gazelo. Kaj je vizija podjetja? Želimo postati vodilni proizvajalec kompleksnih, trajnostno zasnovanih modularnih objektov v Evropi, zato velik poudarek dajemo tudi uporabi lesa, katerega povečan delež uporabe smo naslovili tudi v projektu Wolf. Kaj nas je sploh motiviralo oziroma, kako bi rekel temu, spodbudilo k temu, da smo se lotili razvoja tekom projekta Wolf? To je bilo trenutno stanje tehnike v prefabriciranem oziroma predizdelanem modularnem načinu gradnje, ki je trenutno v Evropi in tudi svetu tako, da je večina modularnih enot, po naši oceni je to nekje več kot 90% sestavljenih iz nosilne momentne konstrukcije, ki je izdelana iz tankostenskih jeklenih profilov, ter omogoča brez nosilnih strižnih sten gradnjo do največ tam do 2 nadstropij. Vse stene so obravnavane kot nenosilni element in takšna je tudi njihova zasnova. Vse obremenitve se torej prenaša jekleni nosilni momentni okvir, kar prinaša sicer določene prednosti, kot je na primer možnost poljubnega prilagajanja tlorisa, vendar ima vsak modularno zasnovani objekt v praksi vsaj nekaj sten. Nekateri proizvajalci, kar moramo omeniti, sicer tržijo tudi predizdelane module, kjer namesto jekla kot nosilni element celote uporabljajo les, vendar je v tem primeru omogočena tam gradnja do največ enega nadstropja. V primeru, ko pa gre takšna gradnja višje nadstropja, pa module obešajo na nosilno neko betonsko jedro, s čimer izničijo večino prednosti, ki jih modularna gradnja ponuja. Tako kot na področju montažne lesene velikostenske panelne gradnje je trend in pa tudi izziv na področju modularne gradnje zgraditi čim višje lesene modularno zasnovane objekte. V okviru projekta Wolf smo se zato lotili razvoja hibridnih nosilnih konstrukcijskih elementov, ki v kombinaciji les in jeklo zadostijo potrebam po postavitvi modularno zasnovanih objektov v vsaj 3 nadstropja. Trenutno najbolj zastopane umetne izolacijske materiale, ki se uporabljajo za izolacijo stavbnega ovoja, modularno zasnovanih objektov smo se odločili zamenjati z alternativnimi lignoceluloznimi materiali ter tako narediti napredek tudi na tem področju. Za posamezne razvite konstrukcijske sklope je v zaključni fazi razvoja tudi ustrezna senzorična oprema, preko katere bo mogoče spremljati ključne parametre konstrukcijskih sklopov, kot so lesna vlaga in pa napetosti v lesu, in posledično napovedovati tudi njihovo življenjsko dobo. Še vedno namreč pri lesenih stavbah
obstoji neka bojazen, kaj se bo z lesom dogajalo in kakšne bodo njegove lastnosti po določenem času. Tako smo se najprej lotili izvedbe numeričnih simulacij mehanskega obnašanja hibridnih nosilnih konstrukcijskih elementov ter zasnove spojev med moduli. Pri spojih med moduli smo se odločili razviti povsem nov spoj, saj so preliminarne numerične simulacije pokazale, da obstoječi spoj med klasičnimi kontejnerskimi tako imenovanimi ISO vogalniki ni primeren za gradnjo v več etažah. Numeričnim simulacijam je sledila izvedba eksperimentalnih preiskav posameznih elementov, kjer smo posebno pozornost namenili leseni steni, ki smo jo pomenovali all-wood wall. Najprej smo potestirali prazen jekleni okvir, nato pa smo v naslednji ponovitvi dodali eno strižno steno širine 1250 mm, v drugi ponovitvi pa še eno dodatno strižno steno. Tukaj je prikazana montaža strižnih sten na Zavodu za gradbeništvo, ki je tudi partner projekta in ima za to vrstna testiranja na razpolago tudi so potrebno opremo in pa tudi znanja iz tega področja. Tukaj še je prikazano par fotografij samega testiranja teh strižnih sten na Zavodu za gradbeništvo. Če pa pogledamo rezultate, pa vidimo, da že samo ena dodatna stena doprinese približno trikratno povečanje začetne elastične togosti in pa nosilnosti pri enakem pomiku. Medtem ko pa je povečanje začetne elastične togosti ob dodanih dveh strižnih stenah že kar 4,5-kratno, povečanje nosilnosti pri enakem pomiku pa več kot 5-kratno ob dveh dodanih strižnih stenah. Za potrditev ustreznosti razvojnih rešitev tudi v smislu požarne odpornosti in kasnejši suveren nastop na trgu smo na leseni steni all-wood wall izvedli tudi testiranja požarne odpornosti. Testiranje smo izvedli na dveh variantah stene, in sicer na prvi varianti brez inštalacijske ravnine in z izolacijo z lesno volno, ter na primerjalni steni, ki je imela vgrajeno stekleno volno in dodano inštalacijsko ravnino. Vsa testiranja so potekala v skladu s standardom EN 1365/1 v požarnem laboratoriju Zavoda za gradbeništvo. Stena z inštalacijsko ravnino, ki je imela vgrajeno stekleno volno, je dosegla požarno odpornost 90, REI 90, kar pa je bilo ravno obratno od pričakovanj, pa je bila stena brez inštalacijske ravnine, v kateri je bilo vgrajena lesna volna. Pri tej steni smo namreč dosegli požarno odpornost REI 120, po 125 minutah smo ročno prekinili test, kar je ravno obratno od pričakovanj, saj je stena z vgrajenimi lesnimi vlakni ognju kljubovala dlje časa. REI 120, za tiste, ki se ne poznate toliko na to, pomeni, da je razvita stena nosilna, celovita in pa izolativna 120 minut. Na osnovi tega lahko sklenemo, da je tudi lesena gradnja lahko nadpovprečno požarno varna. Do zaključka projekta, to je do konca leta, bomo izdelali tudi fizičen prototip lesene stene in jo postavili na Biotehniški fakulteti na oddelku za lesarstvo. Dodali bomo leseno fasado, ki bo omogočala tudi kasnejše nameščanje fasadnih vzorcev, kot je bilo to že prikazano pri evalvacijski platformi. Dodali bomo streho iz lesenih desk oziroma skodel. Vgrajeno bo tudi inteligentno leseno okno Icon. Steno pa bomo opremili tudi s tekom projekta razvitimi IoT senzorskimi enotami WORMS. Predvideno je merjenje vlage in pa napetosti v lesu, tako bomo lahko še po zaključku projekta
spremljali stanje ključnih parametrov stene oziroma kaj se dogaja s steno tekom njene življenjske dobe. In pa primerjali tudi rezultati z rezultati, ki jih bo napovedal IKT sistem Biomass, ki pa ga bo predstavil kolega Matic v nadaljevanju. Trenutno smo nekje tukaj in trgu ponujamo objekte, kot je prikazan tale na sliki, in ni toliko trajnostno naravnan, kot bi si želeli. Tudi takšne modularne objekte znamo proizvesti. Tukaj je prikazan, oziroma gre za prvi pasivni modularno zasnovani vrtec v Sloveniji, v katerem je vgrajena izolacija iz lesnih vlaken in leseno stavbno pohištvo partnerja projekta EMSOR-a in je že veliko bolj trajnostno naravnan. Želimo pa biti tukaj in verjamem, da so ravno izkušnje in znanja, ki smo jih pridobili s povezovanjem z razvojno naravnanimi slovenskimi podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami tekom projekta WOLF ključ do uspeha, da bomo nekoč prišli do tega stanja. To bi bilo z moje strani vse. Če so kakšna vprašanja, z veseljem odgovorim. Nasprotnem pa predajam besedo naslednjemu. Hvala. Hvala. Kar naslednjič prevzame, pa bomo pol na koncu odprli mikrofone oziroma razpravo. Torej, lepo pozdravljeni, mislim, da sem zdaj jaz na vrsti. Upam, da vidite tako prosojnice, kot me tudi slišite. Vse je v redu. Vse v redu, odlično. Torej, jaz sem pa Matic oziroma Matija Cankar z podjetja X-Lab in bom nekaj povedal o IKT sistemu Biomass. Zdaj pa, ker X-Lab tudi ni neko podjetje, ki je bilo veliko poznano v tem okolju, samo par besed povedal, da smo IT usmerjeno podjetje, obstajamo že 20 let in v tem času smo prispevali z našim znanjem v vsaj 80 projektov, tako v EU ali pa nacionalnimi. Spodaj je pa še nekaj linkov o naših projektih in tudi v bistvu o stvarih, ki jih v bistvu X-Lab tudi ponuja, daljne rešitve in tudi avtomatizacijo razmeščanja infrastruktur računalniških oblakov. Torej, če se zdaj osredotočimo, zakaj pa pravzaprav gre za WOLF-u, videli ste v bistvu že en cel kup predstavitev mojih kolegov. In v bistvu sam en tak cilj WOLF projekta je bolje razumeti les in izdelke iz lesa in nekako jih proučujejo, kako na les vplivajo stvari od zibelke do groba v bistvu tega izdelka, ali je požarno odporen, kakšne so sile, kakšne so zaščite lesa in premazni in tako naprej. In naš Biomass IKT sistem v bistvu pa hoče nekako podporno vsem tem dejavnikom nekako pomagati, v bistvu pomagati tej ciljnemu trgu, torej da bi bil primeren saj za industrijo proizvodnje oken in modularnih stavb in nekako pomagal razumeti, kaj se zdaj s tem lesom dogaja. Zdaj, kaj lahko nekako mi prispevamo? Prvo je, da to les nekako razumemo, torej radi bi izdelali neke modele s pomočjo strojnega učenja, da bomo znali opisovati procese, ki se dogajajo v lesu in jih v bistvu napovedovati. In po drugi strani razviti ta produkt, ki bo omogočal vse te podatke, za katere bomo poskušali zajemati z vseh teh produktov, jih nekako vizualizirati in potem s pomočjo strojnega učenja jih tudi obdelati in jih nekako vrednotiti. In zdaj, če to prvo poskušamo malo razumeti ta razkroj lesa, za katerega je tudi Boštjan že prej malo pokazal in tudi vsi ostali so malo povedali, kako to izgleda. Ponovadi imamo na začetku nek objekt oziroma nek vzorec, kjer trenutno, recimo, ko ga opazujejo na biotehniški fakulteti, ga poskušajo vsak dan, dvakrat na dan odmeriti, recimo vsebnost vlage in temperaturo. Potem z tega izmerijo neke vrste odmerik, ki bi lahko rekli, to je tisto, kar nekako na nek način ogroža les, če je ta odmerek, pa če je vlaga previsoka na nek dan pri neki temperaturi. Hkrati pa to isto stvar naredijo tudi tako, da strokovno optično nekako ocenijo
kaj se s tem lesom dogaja vsako leto in to pa nekako rečejo, to je pa to odziv, kaj se je s tem lesom zgodilo in nekako umestijo to vzorec v razrede od 0 do 4, ki pravzaprav povedo, v kakšnem stanju je les, ali je še čisto v redu, to je razred 0, ali pa je v bistvu že odslužen les, ki pa je v razredu 4. In kaj v bistvu ta odmerek odziv model nam pove, nekako, ko spremljamo odmerek in odziv, če naredimo ta pravo modulacijo, pomeni, da lahko z nekimi drugimi odmerki na drugih vzorcih lahko predvidevamo oziroma napovemo, kaj se bo dejansko dogajalo z njim skozi čas. In to je že nekako znano iz nekih člankov, mi imamo pa v bistvu to tudi zdaj vkomponirano v biomas produktu, kjer bomo v bistvu to, ker omogočamo z teh podatkov, ki jih pridobimo, narediti eno prvo vizualizacijo ter avtomatsko merjenje modela, pa tudi ročno popravljanje, kot so tudi na neki zaslonski sliki. Hkrati pa smo dodali tudi druge metode za iskanje teh ujemanj oziroma tudi ocenjevanje, kakšne kvalitete iz tega rezultata se da dobiti. Posledično smo naredili tudi razne napovedi, recimo za vsako leto poskušamo napovedati tudi mi, v kakšnem stanju bo les, še prednji ga bo v bistvu pogledal strokovnjak na podlagi podatkov, ki jih v bistvu zberemo. Seveda, zdaj pa, če pogledamo na hitro, rezultati tega trenutka strojnega učenja do te meje so bili taki, da smo lahko izboljšali neke modele, lahko smo v bistvu napovedali stopnje razkroja, mogoče tudi čas, do katerega bo prišel do naslednje stopnje razkroja lesa, ampak kljub temu pa smo naleteli kar na nekaj težav, ki pa predvsem gredo iz tega, da imamo premalo podatkov za neke res kvalitetne rešitve, kljub temu bi radi še kaj boljšega prispevali k temu. Zato smo se pogledali, kaj pa lahko naredimo na tem mestu, ampak ja, ena stvar je, da zagotovimo nekako več podatkov in se s tem nekako poigramo, po drugi strani pa poiščemo drug problem, ki bi bil tudi uporaben, ne samo, da pogledamo, kako napovedujemo, kako se les razkraja. Zdaj pa, kako dobimo več podatkov? Nekako logično je, da verjetno je vsa vlaga in temperatura lesa, oziroma vsebnost vlage v lesu, v relaciji z vremenskimi podatki. Torej, prvo logično je bilo, da poskusimo to napovedati, ker je drugače težko dobiti in je treba pomeriti v lesu z nekimi posebnimi napravami. Poskusimo to kar napovedati iz vremenskih podatkov, če je mogoče. In tle smo prišli do kar zadovoljivih rezultatov. Recimo, tle so tudi neki grafi napovedi in tudi realne. Pride sicer kdaj do kakšnih odstopanj, kot se tle videl v nekem januarju, ampak to smo ugotovili, da je verjetno bil kakšen sneg na samem lesenem vzorcu, ki ga pol iz vremenskega podatka, mi tega ne moramo vedeti, da se v bistvu tisti sneg mogoče topil in je dodajal vlago temu lesu, ampak kljub temu generalno so kar dobri podatki. In kaj lahko v bistvu z tega mi naredimo zdaj? To pa pomeni, da zdaj v bistvu mi lahko ta sistem damo kar samo vremenske podatke in dobimo po tej zgornji poti, dobimo napoved in oceno vsebnostni vlage v samem vzorcu in izračunamo odmerek individualno. Hkrati bi pa lahko iz nekih slik, ki bi jih imeli mogoče, lahko tudi optično naredili oceno nekega strokovnjaka, seveda, če bi bile te slike v pravih časovnih razmakih in bi tako dobili nek odziv. In po tej poti recimo pa je zanimiva tudi ta stvar, ker s takim pristopom ne samo, da lahko poskušamo neke stvari izmerjati ali pa neke rezultate dobivati iz lokacij, kjer senzorjev nimamo, odlično je tudi, ker lahko delamo to za nazaj. In tukaj je en primer recimo za nek most, kjer v bistvu lahko za nazaj pogledamo, kakšne so bile dnevne doze, to bi bili recimo ti stolpci v spodnjem grafu, tukaj so v bistvu dnevni odmerki, ki so prispevali k kumulativni dozi tega objekta, recimo. Ok, kaj pa, če se usmerimo zdaj še na nov problem? Zdaj, čas do groba je v bistvu za industrijo, ko smo mi ocenili, dosti neuporabna vrednost, ker tako REM kot MSORA, če jim bomo povedali, da bo njihovo okno ali pa modularna stavba neuporabna, ne vem, čez 20 ali pa 30 let, jih to v bistvu trenutno ne zanima. Trenutno oni želijo vedeti, kaj lahko naredijo danes, da bo ta doba je 50 let ali pa 60 ali pa še več.
In ja, zdaj računalničarji bi pa radi dobili neke podatke in to prvo se vprašamo, ali lahko dobimo množico podatkov, če gremo zdaj po tej levi strani tega grafa, je v bistvu ne, ker senzorjev načeloma še nimamo, pa sploh še nimamo jih vgrajenih v toliko velikih objektov, da bi to lahko nekako zajeli in spremljali nekaj tega dobila. Ampak lahko pa spremljamo zelo podrobno en produkt, vemo, da želimo spremljati vago, vemo pa tudi, kaj so tisti dogodki, ki se zgodijo realno na terenu, recimo kot toča ali pa kakšna taka neurja, kjer pa vemo, kaj lahko naredijo posameznemu objektu, kjer pa je težava. Recimo, lahko pride do poškodbe premazana, bodisi okno ali pa tega zaščitnega sloja in tam se bo pa prišlo do visoke vlage in smo potem se zamislili, da naredimo nekaj v tem smeri. Zdaj prvo, kar je, da smo dobili eno veliko količino podatkov, je pred podjetjem Emsora je takle kubus, kjer so ga spremljali že več 3 leta ali pa nekaj tazga, že več let vsakodnevno in z tega smo to prvo razvili eno način uporabe nenadzorovane detekcije anomalij in smo poskušali ugotoviti, ali lahko mi iz podatkov sami ugotovimo, da je z objektom ali pa s tem vzorcem šlo nekaj narobe, ne glede na to, da v bistvu sploh ne vemo, kaj se dogaja, samo gre izven nekih, pač pride do nekih anomalij v podatkov. Tukaj smo bili kar uspešni in smo tudi objavili en članek na to temo v reviji Forests. Po drugi strani smo pa razširili to idejo tudi v laboratorij. To je pa tisti drugi del, da smo v bistvu vzpostavili v podjetju Emsora eno okno, kjer ga je namenoma poškodovalo v nekem vogalu in zdaj ta v bistvu eksperiment še delno traja in skušamo ugotoviti, ali lahko s to poškodbo mogoče detektiramo tudi mi s pomočjo spremljanja podatkov, kar bo pa v bistvu zdaj vnaprej služilo tudi tem zadevam, ko bomo v bistvu senzorje dejansko dali v produkte. Trenutno to se že dogaja, se pravi, prvi senzori se že testirajo in jih mi že spremljamo, ampak kljub temu smo pa hoteli imeti, kot smo zdaj predstavili na prejšnjih 2 prosojnicah, že prej pripravljene neke algoritme in metode, kjer bomo lahko z pomočjo teh podatkov, ki se jih potem spremlja, že sami ugotovili, kakšni bi bili tisti parametri, na katere bi mogli biti mi pozorni in mogoče tudi vzpostaviti neke aktivacije ali pa alarme, če se kaj takega tudi zgodi. Tako da v bistvu ta končni rezultat tega produkta, ki se v bistvu tle oblikuje, je, da po eni strani je omogoča upravljanje teh raziskovalnih oziroma profesionalnih podatkov za tiste, kjer imajo močno opremo in lahko spremljajo recimo vlago direktno v lesu, tako kot se to dela na biotehniški fakulteti. Potem po drugi strani lahko spremljamo ali pa se igramo ali pa delamo neke raziskave tudi samo s pomočjo vremenskih podatkov in z nekih slik ali pa tako retrospektivno tudi. In kot zadnje pa tudi za industrijo je pa to, da se bomo vsem tem znanjem in vsem tem stvarmi, ki jih bomo vključili, znali tudi v bistvu ne samo brati senzorjev v dokaj realnem času, tukaj v navednicah, ker ni čisto realen čas, ker je važno samo recimo enkrat na dan je dovolj, da v bistvu ugotovimo te anomalije in jih mogoče še s znanjem, ki smo ga dobili z prejšnjih rešitvami, nekako apliciramo še na ta del. Ta aplikacija ta delovna ime tega biomase je bil Wood AI in trenutno že teče, tudi se ga da dostopati, je tukaj tudi link. To je pa v bistvu tudi od moje predstavitve nekako vse za danes in glede to je tudi to.